Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako uporabljati v samoobrambnih situacijah različne udarce z komolcem. Seveda obstaja jih cel kup, ogledali si bomo najbolj osnovne in pomembno je, da vemo, da v tem videu bomo predvsem izhajali iz tega, kako komolce uporabljamo iz položaja ograjce, torej ograja, mi pravimo ograjca ali pa ograja, da je to zakamuflirana borbena stoja. Več o tem si lahko gledate v prejšnjih videih, torej da se ne postavimo takoj v borbeno stojo, ampak da poskušamo za neverbalno komunikacijo deeskalirati situacijo, in to je zakamuflirana borbena stoja, kajti iz tega lahko takoj udarjam ali pa se branim, če je treba. Torej, kateri so osnovni udarci z komolcem? Preden sploh preidemo na to vprašanje, je pomembno, da vemo, da pri udarcu s komolcem lahko držimo dlan, roko na različne načine. Eni se kregajo, da mora biti pest in potem iz tega ven udarjam, drugi pravijo, da mora biti roka podaljšana, pa iz tega ven udarjam, tretji pravijo, da lahko bingla in iz tega ven delamo stvari. V resnici je čisto vseeno, ker to je podobna tematika kot pri pesti. A udarim človeka takole, takole ali pa tako ali pa bilo kak, važno je, da ga udarim, torej da ga zadanem in da se v samoobrambnih situacijah uspešno branim. Torej, najbolj osnovni udarci s komolcem so torej horizontalni, navzgor, lahko so tudi navzdol, lahko so potem tudi razne verzije vmes, torej diagonalno gor, diagonalno navzdol in tako naprej. Torej, pomembno pri vseh udarcih, sploh s komolcem, pa nasploh z tehnikami, kjer uporabljamo zadnji del, torej, to je sprednji del, ki gleda proti nasprotniku, to je zadnji del. To mislim s tem, ko rečem zadnji del. Da uporabljam rotacijo, da generiram čim večjo moč. In zelo pomembno in zelo spregledano na področju borilnih športov, borilnih veščin, samoobrambe in tako naprej je to, da res zarotiram zadnjo stojno nogo. Torej, da se peta dvigne in da tudi izvira ta rotacija iz tega. No, pa si poglejmo različne scenarije. Torej, če imam ograjco, lahko spravim ograjco pred sabo. To pomeni, da že imam nekaj med sabo pa med nasprotnikom. Če on zdaj sili proti meni, nekaj imam, kar ga lahko zaustavi. In če pride v to razdaljo, če sili proti meni, da že imam stik z nasprotnikom, je tale v bistvu kontrolira nasprotnika in lahko popustim, ali pa če on rine preveč vame, lahko že z drugim komolcem udarim. Kam? Odvisno od situacije, torej lahko v trup, lahko v glavo. Pomembno je, tako kot sem že dejal, ta rotacija. Lahko pa tudi, če pride nasprotnik, ga ulovim in tudi udarim z sprednjim komolcem. Tako kot pri vseh samoobrambnih situacijah, vedno izviramo iz situacije. Situacija narekuje taktiko, taktika tehniko. Torej, če ugotovim, da pač ne morem drugače, da tukaj zaustavim, grem s tem naprej in potem nadaljujem, ali pa da tule pričakam in udarim z zadnjim komolcem. Osebno probam bom rekel, če je to en sklop tehnik, čim večkrat uporabljati udarec z zadnjim komolcem. Zakaj? Zato, ker je pač večja moč, večja knockout moč in si tako zagotovim tudi večji učinek. Tako, drugače, kaj tudi rad počnem je, da komolc štartam, torej da ga udarjam z višjega navzdol, po raznih diagonalah. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem lahko tudi vkomponiram v udarec silo teže. Pomembno seveda je, tako kot sem že prej nakazal, da si zadevo pripravimo. Torej, načeloma, če imam človeka na razdalji, ne bom šel od tukaj udarjati človeka s komolcem, ker je pot predolga, pa ker sem celi odprti in me lahko vmes itak udari.
Torej si moram zadevo pripraviti, to je lahko udarec z dlanjo, ali pa da mu prekrijem oči, ali pa ne vem, pač udarec, kombinacija 1 in potem 2, 3 in tako naprej not. Kaj še? Kaj ciljamo sploh? Ciljamo glavo, trup, roke, noge, vseeno je, ker kamorkoli udarjamo s komolcem, dejansko zelo boli. Pomembno je tudi to, da vemo, da lahko udarce s komolcem uporabljamo, torej ne samo prosto, torej brez, da se držimo nasprotnika, lahko jih tudi uporabimo, ko že nasprotnika enkrat primemo. Recimo, če imamo roko, lahko napademo roko, lahko napademo trup, lahko napademo glavo in tako naprej. Torej, fajn je tudi, torej, zakaj pa tudi sploh držati? Zaradi tega, da ga imamo tam, kjer ga hočemo imeti in konec koncev, da nam tudi ne zbeži, če smo že razvili neko superiornost v posamezni situaciji. Evo, to so bile osnove. Pa še nekaj, seveda je treba zadeve vaditi tako, da jih vadite čim več tudi na fokuserjih, ker tam se lahko zdivjate, na boks vrečah in seveda v kombinaciji z ostalimi tehnikami samoobrambe. Zaenkrat je to. Poglejte si še ostale videe, pa še nekaj zelo pomembnega. Na Facebooku ponavadi objavim bolj take kratke videe, kot je ta. Če hočete pa malo bolj podcastaste zadeve, pa večjo globino, pejte si tudi ogledati moj YouTube kanal. Vtipkate v YouTube Moderni samuraj, se naročite in si poglejte malo tudi za nazaj te videe, ki sem jih že objavil. Delite, šerajte, subscribajte, lajkate in tako naprej. Pač ves ta plunder socialnih medijev, vse veste, kaj morate narediti. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!